Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Kranjska Gora je včeraj osvojila Triglav, pa ne tistega, ki se pne nad Mojstrano, temveč kristalni Triglav, ki je najvišje priznanje v slovenskem turizmu. Letošnji dnevi slovenskega turizma so potekali v hotelu Termana Park Laško. Dogodek Dnevi slovenskega turizma je tudi letos v 3-dnevnem dogajanju pod eno streho združil vrsto prireditev. Pridejo časi, ki sanja, pridejo časi za greh, a človek ne sanja in sanja, le odprtih oči sveti lep, pridejo časi grejo. Vsako leto na Dnevih slovenskega turizma Društvo turističnih novinarjev Slovenije podeli kristalni Triglav, ki šteje za najvišje priznanje v slovenskem turizmu. Letošnje leto je prejemnik nagrade občina Kranjska Gora. Napredek občine Kranjska Gora je viden prav na vsakem koraku, v vseh krajevnih središčih in celotni infrastrukturi. Prestižno nagrado, ki kaže, da gre Kranjska Gora po pravi poti razvoja trajnosti, butične ponudbe z višjo vrednostjo in urejanja krajev, ki občanom nudi najboljše pogoje za življenje, so podelili v Celjskem domu v Celju. Z velikim veseljem in zasluženo jo je županu občine Kranjska Gora Janezu Hrovatu predal predsednik Društva turističnih novinarjev Slovenije Drago Bulc. Največji slovenski gorski turistični center je v zadnjih letih močno polepšal svojo podobo in dopolnil ter popestril svojo turistično ponudbo. To še posebej velja za poletno sezono, saj so uredili jezero Jasna, da je primerno za kopanje. Ob jezeru so pomembna pridobitev tudi novi apartmaji in butični hotel. Po zaslugi nordijskega centra Planica bodo v občini Kranjska Gora v letošnji zimi poleg tradicionalnega pokala Vitranc gostili tudi svetovno prvenstvo v nordijskih disciplinah. V letošnjo zimsko sezono vstopajo z novo 4-sedežnico na vrh Vitranca, kjer bo turiste pričakal obnovljen Mojčin dom. V Kranjski Gori so po vaseh uredili krajevna središča ter komunalno in turistično infrastrukturo. Slavila pa ni le Kranjska Gora, temveč tudi tisti, ki so ustvarjajo uspešno trajnostno zgodbo na destinaciji.